Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Še vedno ne morem razumeti, da nisem računala na Boga. Tako vas bo Bog pustil, da samo poskušate, dokler ne boste popolnoma izčrpani in potem boste končno rekli: Veste, spominjam se časov, ko smo imeli različne tipe hladilnikov. Ali ste kdaj imeli čas in ste odprli vrata hladilnika in je nekaj tam zelo smrdelo? In vi ste verjetno nekaj stvari malo pobrisali in ko niste ničesar videli, ste samo zaprli vrata, malo pošpricali in nadaljevali s svojim delom. Mogoče ste postavili tja posodo sode in upali, da pobere vonj. Nič ni slabšega. Kakor če imate star tip hladilnika in ga morate odtaliti in na dnu je tista drenaža, kjer se steka vsa umazanija in veste, vi odlašate s tem tako dolgo, kakor je mogoče. Veste kaj? Brez zamere, vendar nekateri izmed vas imajo nekaj tega. In je smrad, ki prihaja iz vašega življenja. In vi ste morda celo rekli: moje življenje smrdi. Vi sploh ne veste, kako prav imate. Namesto, da bi rekli nekaj takega, da morate končno očistiti svoj hladilnik. Prav mislim, da lahko prav to opravim, da vse vzamete ven. Da vzamete ven vse košarice za zelenjavo, košarice za meso, odtalite ves hladilnik, sklonite se in odprite drenažo ter obrišite tisto umazanijo iz nje. Končno ugotovite, kaj je tako smrdelo. In na to vse skupaj sestavite nazaj. In vsakič, ko ga odprete, bo prijeten, svež vonj. Vendar kaj mi storimo v svojem življenju, ko nam Bog poskuša pokazati nekaj in mi samo: Joyce, ti se ne obnašaš lepo. Sveti Duh mi je poskušal pokazati. No, veste, zlorabili so me. Dobro, srečna bi bila, če David ne bi toliko igral golfa. In če bi on malo več govoril z mano. In če bi se on malo bolj zavzel, potem mi ne bi bilo treba vsega napraviti sami. Veste, kaj mi je nekoč rekel? Boga zahvali, da sem takšen, kot sem. Kajti, če ne bi bil takšen, kot sem, ti gotovo ne bi počela tega, kar počneš. Mislim, Bog mi je dal izvrstnega človeka. Čudovitega človeka. Dajmo mu vsi skupaj en velik aplavz. Amen. Danes vas bom zaprosila, da nehajte nanašati osvežilec zraka na vaš nered. Recite prav: Bog, dopusti mi razstaviti te stvari, da ugotovim, kaj se v resnici dogaja. Vprašajte Boga, kaj morate storiti. Zakaj sem jezen? Zakaj sem tako neokreten za sodelovanje? Kaj je korenina mojih težav? Veste, če imate plevel na vašem dvorišču in ga samo kosite, bo še vedno poganjal. Vse dokler ga ne izkoreninite. Ko je moj hladilnik smrdel, ni bilo pomembno, kolikokrat sem ga osvežila, kajti duh je ostal, ker je stvar še vedno gnila, dokler nisem našla vzroka vsega. Veste, da imam to slabo navado,
da sem kontrolirala vse. Manipulirala sem. Ves čas sem se jezila, če ni bilo po mojem. Vsakdo mi je bil kaj dolžan. Bila sem razdražljiva, kajti na vse zadnje so me zlorabili in grdo ravnali z mano in to no bilo prav. Veste kaj? Res ni bilo prav. In čutila sem, da moram nekaj storiti, da mi nekako povrnejo, vendar sem to poskušala od napačnih ljudi. Poskušala sem, da bo vsak moški plačal za to, kar mi je storil moj oče. Poskušala sem, da bi David plačal za to, kar mi je storil moj oče. Mogoče tudi vi zahtevate kaj od napačnih ljudi. Bog vas bo poplačal. Pravzaprav Sveto pismo pravi, da vam bo dal dvojno za vaše prejšnje težave. Vendar tega ne bo storil, dokler ne nehate sprejati sobe z osvežilcem, ko ta smrdi. Vi se morate pokazati čisti in reči, prav imaš Bog, slabo se obnašam in se zavedam, da je to zaradi tega, vendar ne morem ostati takšen. Hočem, da me spremeniš. Nehajte prositi Boga, da spremeni vaše okoliščine in ga prosite, naj spremeni vas. Amen. Veste, kako se mi spremenimo? Ko poskušamo, si prizadevamo, postanemo zafrustrirani, še bolj poskušamo, se ostavimo grehu, še enkrat poskušamo, sovražimo sami sebe, obupujemo in se počutimo krive. Veste, kaj vam povem? V svojem življenju sem prišla do točke, ko se nisem počutila prav, če se nisem počutila krivo. To je postala moja nova religija, ko sem sovražila samo sebe za vse, kar sem naredila narobe. In če sem odkrita, ko sem odkrila Božjo besedo, sem sebe sovražila celo bolj kot tedaj, ko sem začela študirati Božjo besedo. Preden sem pridobila nekaj resnice, sem mislila, da imajo vsi drugi težave, vendar pa ne jaz. Nato sem začela pribirati te stvari in sem gotovila, da imam jaz težave. Vendar sem napravila tipično napako, da sem se hotela spremeniti. Dobro me poslušajte. Nikar ne zapustite tega predavanja, da odidete domov in se poskušate spremeniti. Rekli boste, no kaj pa potem hočeš, da naredim? Prva stvar, ki jo hočem, da jo storite, je, da se popolnoma pokesate. Priznajte svoje grehe in se jih spovejte. On je zvest in pravičen v odpuščanju za vse vaše grehe in nas kar naprej očiščuje od vse nepravičnosti. Soočite se z resnico, obžalujte in bodite željni sprememb. Prosite Boga, da vas spremeni. Brez njega ne morete ničesar storiti. Ne morete spremeniti sami sebe, samo Bog vas lahko spremeni. Vendar vas on ne bo spremenil, dokler se ne soočite z resnico. Popolnoma se spokorite, se popolnoma in vsem ponižate ter se naslonite nanj. Mi smo odrešeni po milosti in to je tista pot, ki se moramo naučiti za življenje. Milost je moč Svetega Duha, ki stori, da se nekaj zgodi v našem življenju in mi sami tega ne moremo nikoli storiti. Milost je nezaslužena Božja naklonjenost. V pismu Efežanom 2:8-9, z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je to Božji dar. Vendar je tudi moč. Božja moč je obudila Jezusa od mrtvih. Isti duh, ki ga je obudil od mrtvih, prebiva tudi v vas, mora vas poživiti in nam da moč. Bog vas bo spremenil, vendar se morate ozreti nanj. Zato pravim ljudem, uporabite vse zapiske, ki jih imate od teh predavanj. Ko pridete domov, je vaša naloga, da se v domačnosti pogovorite z Bogom. Vi ste srečali mene in sedaj želim, da imate domač pogovor z Bogom. Kajti jaz vas lahko pripeljem le do tu in od tod naprej vas bo vodil preostali del poti on. Jaz vas lahko učim resnice, vendar vas ne morem spremeniti. Tako vzemite svoje zapiske in pojdite ter recite, o Bog, imam nekaj težav. Vi lahko celo pokažete Bogu, na čem on najprej želi, da z njim sodelujete. Kaj mislite, da je največje področje vašega življenja, ki bi ga radi poimenovali? Na to sodelujte z Bogom nek določen čas. Rekli boste, kako naj sodelujem z Bogom? Najprej študirajte na tem področju. Če ste razdražljivi, vam samo študij ne bo pomagal, da se skupljete iz tega. Halo?
Če ste neočakani in se 20krat na dan spozabite, potem morate študirati potrpežljivost in jezo. Morate pogledati za vsemi citati, ki jih lahko najdete. Morate pogledati definicije, izpisati si morate citate ali pa jih napišite na računalnik, če vam je všeč. Nič vam ne bo bolj pomagalo kot vaš oseben, privaten študij. Mislim, da je to za mnoge izgubljen člen. Preko elektronike lahko dobite samo določene stvari. Zagotovo živimo v elektronski dobi, vendar Bog ni elektronski. Vi ne morete kar downloadati zmage. Danes lahko v naši družbi peljemo skozi in dobimo skoraj vse. Peljemo skozi za hrano, fotografije, čistilnico, vendar pa nikar ne morete peljati skozi svojo polomijo. Morali boste nekje parkirati. Dajte no, in se boste morali umiriti dovolj dolgo, da boste izrekli: Bog, pokaži mi nekaj resnice. Zelo dobro se spominjam, ko sem en dan molila za Davida. Naučila sem se malo Božje besede in sem v resnici vedela, kakšen je Davidov problem. Mislim, kričala sem, razbijala po podu: O Bog, Bog, o Bog, Davidu moraš pomagati, spremeniti moraš Davida. Hotela sem biti srečna in sem mislila, da če se on spremeni, bom srečna. Mislim, bila sem tako vpletena v to molitev, da niti nisem poslušala Boga. Dajte no, ste bili kdaj tako zatopljeni v molitev, da niste slišali Boga? Nato sem čutila, da me je Sveti Duh prekinil. Joyce, čakaj, molim. Bog, Davida moraš spremeniti, osvoboditi ga moraš. Sama sem govorila tako jasno, kot govorim sedaj vam. Sveti Duh mi je šepetal v srcu: David, ni problem. Bila sem tako nevedna. Priznam, da sem si mislila: dobro, vendar kdo je? Veste, nisem si mogla niti predstavljati, da bi to lahko bila jaz. V naslednjih 3 dneh mi je Bog razodel, kaj pomeni živeti v isti hiši z menoj. In jokala sem 3 dni. Bilo me je tako sram same sebe. In tako žal mi je bilo. Vendar veste, sama nisem niti tedaj vedela, kaj je korenina mojega problema. Žal mi je bilo, vendar sem delala naprej popolnoma iste stvari znova in znova, kajti tudi če sem se kesala in sem se poskušala popraviti, še vedno nisem razumela, da ne morem pustiti Boga zunaj računice. Bog vas bo pustil, da poskušate vse, dokler ne boste popolnoma izčrpani in boste končno priznali: Bog, če se bom kdajkoli spremenila, potem me moraš ti spremeniti, kajti tega sama ne zmorem. In to je tisti ključni trenutek, ko Sveti Duh reče: končno. Končno je konec z vsem cirkusom in končno lahko delujem. Veste, da vas včasih Bog ne spremeni tako hitro, kot bi si sami želeli. Včasih si mislite: ali bom sploh kdaj prišel do konca? Vendar veste kaj? Brala sem nekoga, ki je velik pri Bogu in je citiral neko žensko, da Bog večkrat pusti slabosti med svojimi izbranimi svetniki, zato da bi ostali odvisni od njega.
Vsak dan svojega življenja bi morali reči: Bog, potrebujem te, če mi ne boš pomagal, bom samo ena velika zmešnjava. Vsak posamezen dan moramo to izreči, kajti potem se njegova moč izpolni v naši slabosti. On pride in izpolni naše slabosti. Kaj lahko storite med tem, ko čakate na Boga, da vas spremeni? Bodite dobri do koga drugega. Bodite blagoslov za nekoga. Veste, kaj me včasih napravi popolnoma neumno? Dobro, ne zgodi se mi sedaj, ampak ko sem se naučila vrednosti tega, vendar me je takrat tako razjezilo, da si nisem mogla pomagati. Bog mi ni dal možnosti, da bi si lahko sama pomagala, vendar ko si nisem mogla sama pomagati, mi je nudil možnost, da bi pomagala nekomu drugemu. O, Joyce, kar si mi rekla, me je osvobodilo. Mislila sem si, zakaj ne morem sama sebi reči nekaj takega, kar bi me osvobodilo. Zato, ker Bog ni hotel osvoboditi mene. On je hotel, da pomagam vam in ko pomagam vam, bo žetev prišla nazaj k meni, v moje življenje. Tako mi pomaga, zato je vsa stvar tista oddajanju tako zelo pomembna. Vidite, mi mislimo, da ne moremo ničesar storiti za Boga ali pa da bi nas Bog uporabil. O, kako naj pomagam komu drugemu v tej patetični smešnjavi, polomija sem, sovražim samo sebe. Veste kaj, ko me je Bog poklical k poučevanju, sem bila skoraj histerična. Bila sem takšna smešnjava, tako patetična, vendar sem imela dar poučevanja. Sedela sem v svoji dnevni sobi v kratkih hlačah. Mislim, bile so najbolj kratke, kar sem jih uspela dobiti. In ko sem poučevala Sveto pismo, sem pod nos spuščala cigaretni dim. Sedaj se zavedam, da ste nekateri izmed vas preveč religiozni, da bi mi to verjeli, vendar bila sem posvečena. Ljudje so prihajali, ko je zunaj divjal snežni vihar, da bi sedeli v moje dnevni sobi, da bi me slišali v torek zvečer in jih tudi krokodil ne bi ustavil. Vidite, ne samo, da Bog ve, kje ste sedaj, on tudi ve, kje boste končali. Sedaj vidite tudi drugo stran mojega poučevanja in če bi še vedno poskušala poučevati v kratkih hlačah in kaditi cigaretni dim vsakemu pod nos, ne bi bila danes tukaj, kjer sem. Za vse je neka cena, ki se mora plačati, nekatere stvari v našem življenju se morajo spremeniti, seveda je čas poskušanja. Jaz ne pravim, da niti ne poskušamo, vendar moramo skladiti s Svetim duhom. Ne moremo delovati brez Svetega duha. Poglejte, naredila sem svoj načrt, spominjam se, da sem slišala vdih o jeziku. O moj Bog, ta moj jezik me je vedno spravil nesrečo. Odšla sem domov in rekla, to je to, jutri ne bom izrekla niti besede. Tako je s stvarmi mesa, ker gredo v skrajnost. To je to. Vse bom popravil, nikoli več ne bom tega storil, nikoli več ne bom tega storil. O, Bog, obljubim ti. O, ja, pa boš. Lahko mi verjamete, da boste. Razen, če vas Bog ne bo držal stran od tega. Zaradi tega je bolje, da se vsako jutro soočite, preden brezglavo odidete skozi vrata. Bog, potrebujem te, moraš mi pomagati, zagotovo ne morem z ljudmi prav ravnati brez tvoje pomoči. Amen. Preden boste zapustili tole predavanje, vam hočem zagotoviti, da če boste imeli tesno prijateljstvo z Bogom, vam bo to najbolj pomagalo s spreminjanjem samih sebe, kakor pa kakršnakoli stvar na svetu. Nikar ne mislite, da ste lahko v tesnem prijateljstvu z Bogom, če živite grešno življenje. Pokesajte se tega greha in se obrnite vstran od njega in nato počakajte na Boga, da vas reši. In najhitrejši način je, da z njim preživite največ možnega časa. Veste, kaj to pomeni? Cel kup. Napotimo se k citatom iz pisma Rimljanom, 6. poglavje. Kako vidite sami sebe? Ali se imate za grešnika, ali ste pravičnik, ki še vedno dela napake na poti k zmagi? Naj vam še enkrat ponovim. Ali se vidite kakor grešnik brez upanja, ki se ne bo nikoli spremenil? Ali pa se vidite kakor nekoga, ki je pravičen po Kristusovi krvi in je na poti spreobrnenja vsak posamezen dan? Zelo pomembno je, kako vidite sami sebe. Rimljanom 6, 10 do 11.
Zakaj smrt, ki jo je za greh pretrpel, je pretrpel enkrat za vselej. To govori o Jezusu Kristusu. Življenje pa, ki ga živi Bogu, v neprekinjenem prijateljstvu z njim. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, da je prijateljstvo z grehom mrtvo, vendar ste živi za Boga, da živite v neprekinjenem prijateljstvu z Bogom po Jezusu Kristusu. Kako vidite sami sebe? Jaz se vidim kot Božjega otroka. V Kristusu imam Božjo pravičnost. Sem nova stvar. Dobro, kaj pa potem o tej hitri jezi? Kaj pa potem o tej nepotrpežljivosti? Kaj pa to, kaj ono? V redu, v svojem življenju imam še vedno napake, mrtva sem grehu, nova osebnost, nova jaz. Resnični jaz je mrtev grehu, vendar še vedno sem v mesu, ki je včasih bolj kričavo, kot bi moralo biti. Amen. V Kristusu smo nova stvar, vendar je ta še dojenček. Vi imate v sebi majhnega otroka Jezusa. Rada imam 1. Janezovo pismo, 3. poglavje, ko pravi, da z novim rojstvom pridobimo Božje seme. Rada imam to. Vse, kar nam Bog podari, pride kakor seme. Ni razlike kakor tedaj, ko mož posadi seme v maternico svoje žene. Najprej kakor seme, vendar ima zmožnost, da raste in se na koncu razvije kakor oče. Vendar ga morate hraniti in vzgajati. Sedaj samo vzemimo, da imamo otroka in ga nahranim samo enkrat na teden, nedeljo zjutraj. To bi bil zelo bolan, šibak in podhranjen otrok. Na vse zadnje ne bi niti preživel. Vendar vaše otroke hranite vsakeč, ko se ga dvakrat obrnete. Vsake 2 uri hočejo jesti. Dajte no, vi dobri, majhni krščanski otroci, kako pogosto jeste Božjo besedo? Bog je rekel, jejte mojo besedo, jejte moje telo, pijte mojo kri. Učite se, rastite, spreminjate se, to je resnica. Dan in noč se hranite z njo, ne morete živeti le od prigrizkov. Naj vam nekaj povem. Božji blagoslov je za vas pripravljen. Vendar ga ne boste prijeli kar tako, kakor nov program na računalniku, ki ga samo priključite in bi prijeli blagoslov. Ni moja naloga, da vas spremenim. Moja naloga je, da vas naučim, kaj lahko sami naredite. Vi se lahko spremenite. Jaz ne morem imeti namesto vas prijateljstva z Bogom. Lahko pa vas usmerim v pravo smer, vendar boste morali iti domov in boste morali z vsem srcem iskati Boga in ko to storite, ga boste našli. In tedaj bo vsak dan takšno vznemirjenje, ko se boste ostali z namenom, živeli neprekinjeno prijateljstvo z Bogom in to vas bo bolj spremenilo kot karkoli drugega. Galačanom 2:20. Skupaj s Kristusom sem križan, kajti ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Kolikor pa sedaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame samega sebe. Zavedati se morate Božje ljubezni. Prva stvar, ki vam jo hočem povedati, je, da Pavel ni izrekel tega dejstva prej kot 20 let po svojem spreobrnenju. Torej ni nekaj takšnega, kar se zgodi kar čez noč. Vi ne morete že prvi dan, kakor majhen dojenček, kristjan reči, mrtev sem grehu in živim za Kristusa, hodim po poti vere in sem mož ali ženska, kakršna bi morala biti. V naslednji vrstici pravi: ne zametujem Božje milosti, zakaj če upravičenje prihaja po postavi, potem je Kristus umrl za manj. Drugi prevod pravi: zame Božja milost ni brez koristi. No, Božja milost nas najprej odreši in nato nas spremeni. Najprej nas odreši in nato nas spremeni.
Poslušajte me. Grešnik je opravičen po milosti, vendar pa greh ni nikoli opravičen. To je eden izmed velikih problemov, ki jih imamo v današnjem svetu. V nekaterih krogih je skoraj preveč poučevanja o milosti, ko ljudje začnejo misliti, da lahko živijo kar hočejo, saj jih bo Bog razumel in jim bo odpustil. In mi poznamo relativno resnico, saj ni absolutne resnice in Bog je čisto v redu, saj to razume, veste. Ljubeči Bog tako ali tako ne bo poslal nobenega v pekel. Za vas je bolje, da se ozrete nazaj in še enkrat preberete. Pred vas sem postavil življenje in smrt. Izberi življenje, da bo živel ti in tvoji potomci. 2. Mojzesova 28. Če delaš stvari, ki sem ti jih ukazal, saj nam Bog da tudi zmožnost, da jih izvršimo, potem te bom blagoslovil. Vendar če tega ne storite, potem boste imeli težave. Bog nas ljubi. In verjamem, da bodo mnogi v nebesih, ki v življenju niso imeli niti enega dneva zmage na zemlji in niso bili koristni drugim, in to je žalostno. Božje milosti ne zametujem, kajti milost nas odreši in Božja milost nas spremeni. Greh v našem življenju ne more biti nikoli opravičen. To sem storil zaradi tega ali onega. Ne, ti si to storil. In bilo je napačno. Mi se moramo soočiti s tem, se odpovedati grehu in se spremeniti. Medtem ko čakam, da me spremeni, bom posadil dobro seme. Verujem vate in za nekoga drugega bom blagoslov Bog. Nočem zavedno stati takšen, kot sem, da sam sebe ne morem spremeniti. Nisem več sam sebi problem, tvoj problem sem. Tvoj problem sem. Nisem več sebi problem, tvoj problem sem. Ti me spremeni. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.